Samo vprašanje, včeraj so bili izrečeni ogromni očitki, da civilna zaščita je samo klicala za evakuacijo, da prebivalcem, ki so bili ogroženi, da ni bilo nič razloženo, pojasnjeno, veliko kritik na račun gasilcev, da niso na nekaterih območjih, predvsem na tem ljubljanskem delu, prišli pravočasno. Ker ste verjetno se pogovarjali že tudi ali pa se še boste z predstavniki mestnega štaba, jim je ta vprašanje treba neposredno zastaviti, ker mi od tukaj, z državnega ravni, ne usmerjamo gasilcev, ne posameznih enot po Barju, po teh vaseh in tako naprej. To je v pristojnosti mestnega štaba in seveda oni so odgovorni, mi usklajujemo aktivnosti, sprašujemo, ali imate zadosti zmogljivosti in če je njihov odgovor zadosti, ne rabimo ničesar, mi seveda jim ne moramo napotiti nekih dodatnih zmogljivosti. Ukrep evakuacije je potekal tako, da mestni štab je izrazil zahtevo za nastanitev 400 oseb in to smo v približno 1 uri ob sodelovanju vojske zagotovili v stacionarnih objektih. Tu se nismo spraševali, ali ste pregledali tudi Ljubljano, imate kakšen dom, kamor bi to nastanili, ampak smo upoštevali, da jim je treba olajšati izvajanje tega ukrepa in zato so bile te zmogljivosti zagotovljene. Ko so povedali, da rabijo manj, 100, smo odločili se za Logatec, ki je namensko grajen za take potrebe in vključno s hrano jih je Logatec čakal. Zdaj, zakaj niso izvedli, kako so se oni pogovarjali z temi prizadetimi, to je vprašanje, ki morate ga zastaviti mestnemu štabu. Ker ne primerja tega recimo železniki. Železniki je bila povsem drugačna situacija, tam smo mi iz državnega štaba neposredno prevzeli, ker je nesreča presegla zdaleč zmogljivosti občine Železnike, neposredno smo začeli usmerjati aktivnosti in smo seveda počeli tudi take stvari in odločali o deloviščih, o razporejanju ljudi, gasilcev, pripadnikov Rdečega križa. Skratka, opravili smo vse tisto, kar v tej konkretni situaciji na tem območju mestne občine opravlja mestni štab oziroma njegove službe. Kako pa odgovarjate recimo na očitke, da ste se prepozno poklicali vojsko? Da je bila zahteva lokalnih skupnosti že izražena tudi prej, recimo eno takih področje, Kostanjevica na Krki, da bi vojska, pravite, je bila v pripravljenosti, zakaj se niste odločili, da jo pokličete prej? Glejte, o pripravljenosti pa o teh opozorilih je bila vojska obveščena isti dan, morda z zamikom parih minut, ko je naša odredba o pripravljenosti za 3 regije in za občine bila izdana. Dejstvo je, da pri nas v vseh občinah imamo gasilske enote kot splošne reševalne enote in da te pokrivajo celotno območje. Edina izjema je občina Renče-Vogrsko, ki je nastala ena od zadnjih, pa še tam tečejo aktivnosti, dogovore pa imajo s sosednjimi gasilskimi enotami, ki pokrivajo njihovo območje. In te lokalne zmogljivosti, če upoštevam še druge reševalce, omogočajo in so zadostne, da pokrivajo te svoje lokalne potrebe. In zato resnično ni nobene potrebe, da bi recimo že v četrtek mi pošiljali enote slovenske vojske, v Vipavo, pošiljali nekam v Posavje in tako dalje. Videli ste, da tudi to intenziviranje in aktiviranje ter prerasporejanje enot se je moralo prilagajati razmeram, ki so nastajale. In tudi velja enako kot za vojsko, velja tudi za gasilce. Mi ne moramo usmeriti na neko območje, če ne potrebuje na stotine gasilcev, sami pa veste, da zlasti teh je toliko, tudi slišali ste verjetno za neke apele tam z Haloz gor, zakaj pa nas ne pokličete na pomoč. Enostavno niso bile v tem trenutku še do zdaj izražene take potrebe, da bi jih morali mi pokrivati na ta način. Smo pa uveljavili ta sistem prerazporejanja sil po državi in ta, ne glede na to, da so to lokalne službe reševalne, ta deluje in znatno pa seveda jih okrepimo lahko Slovensko vojsko, kadar jo je seveda potrebno in pa učinkovito možno izrabiti. Tako da
tudi iz Kostanjevice. Moram reči, da jaz sem danes zjutraj en dolg pogovor imel tudi z namestnico regijskega poveljnika za Posavje, kaj ne bi bilo narobe v Kostanjevici, in moram reči, da ne ona po vseh teh stalnih komuniciranjih z občinskim vodstvom, z tamkajšnjimi reševalnimi službami, ni mogla ugotoviti, kje ne bi bila ta kasnitev, do kasnitve prišlo, da ne bi ta prav čas. In tudi te ekipe vojaške, ki jih želijo imeti v Krškem, ali ne v Kostanjevci, rekel sem, da so dol angažirani, te dobivajo v takem številu, kot izražajo potrebe. Vsaka občina pa je tista, ki si naredi plan za naslednji dan, kaj bo počela, kje bodo delali in seveda kaj za to rabi. In to moramo mi jim pomagati pokriti, če svoje zmogljivosti nimajo. Tako da tudi v tem primeru, če bo prišlo do uporabe tistih zmogljivosti, ki so bile danes v nekaterih vprašanjih omenjene, kot so razna sredstva RKB in podobno, ki jih ima Slovenska vojska, to bo uporabljeno samo, če bo kje potreba za tem. Verjemite mi pa, da resnično ni nobene potrebe, da sedaj pošljemo neko enoto v Ljubljano in rečemo, kolegi iz Ljubljane, tle jo imate, zato da bi jo pa lahko videli, ne pa verjetno tega ne počnemo niti pri gasilcih. Mi poskušamo pač te sile uporabiti racionalno, ker od tega so tudi odvisni in stroški same intervencije, predvsem pa učinkovitost dela. Preveč ljudi na delovišču, pa če nimajo dela, je ravno tako lahko problem. Morajo pa biti pogoji ustvarjeni. Videli ste, na Viču, dokler voda ni upadla, imajo lahko Ljubljančani vseh 600 gasilcev tam na tisti lokaciji, pa nič ne pomaga. Tako pač je. Izvolite. Mislim, da je bilo dosti izčrpno. Pravim, zdaj me imate, zdaj me vprašajte karkoli, da ne bo pa vprašanj, če da nismo odgovarjali na to. Mislim, da ste bili res izčrpni. Tudi kar se obveščanja tiče, mi smo že od sobote naprej stalno obveščali, dajali sporočila, objavili smo, mislim, da več kot 10 sporočil, tonskih izjav, tako da